Damjan, izgubili ste veliko živcev danes, veliko energije, vendar se je splačalo na koncu za tale neverjeten met in pa tesno, a vendarle zelo sladko zmago. Tekma je spomenila na tiste tekme, ko smo se borili za vstop v ligo za prvaka, torej vsi smo bili nekako pod nekim pritiskom, čeprav smo se poskušali tega znebiti. Nismo igrali smiselno, zgubili smo glavo, delali smo neumnosti. Zasad je celo tekmo vodilo, če se ne motim, razen te dobre sekunde do konca, ko je Marko zadel za 3. Vseeno, bom rekel, danes je bila ta glavna borbenost, želja, publika in ta neverjetni met. Markusa Krenšova, izgleda, da smo zdaj praktično v polfinalu, moramo še počakati neke druge rezultate v naslednjem krogu oziroma še tekmo zmagati. A vendarle je skoraj neverjetno, da bi Partizan spet zmagali tekmo v novem mestu. Torej, pravljica se nadaljuje. Pravljica šentjurske košarke in pa šentjurskih navijačev, ki so bili danes fenomenalni. Tako je, vedel sem, da bodo proti Olimpiji številni, da bodo navijali, ampak zdaj so pokazali še koliko radi gledajo košarko in tudi če pride Zasavje, ki je sicer odlična ekipa, vendar ne tako visoka po rejtingu, kot je recimo Krka ali Olimpija. Napolnili dvorano, naredili pravo štimlingo po domače in nam vsekako pomagali do te zmage. Lovili ste nekako goste vse skozi, večkrat smo pobegnili tudi zaradi tega, ker ste vi rekli, da ste igrali malce brez glavo, pa vendarle vaši fantje niso popuščali niti v tistih trenutkih, ko ni šlo in ni šlo. Vse skozi se mi je zdelo, da nam manjka en šut, ena ukradena žoga, da prelomimo, da pridemo iz tega -3, -2 na neodločeno in da gremo, da povedemo. A vendarle je vedno bila kakšna neumnost, izgubljena žoga in če se prav spomnim, enkrat se kaznoval Anzulović s trojko, drugič Mučić in so nas nekako vedno hladili, niso nam dali, da pridemo zraven. Ampak na koncu, bom rekel, sreča, borbenost in publika. Vrnilo se je pa tudi nekaj tistega, kar vam je sreča vzela v prejšnji tekmi. Ja, enkrat dobiš, drugič izgubiš, ampak sreča spremlja pogumne in danes smo bili pogumni in se pravi, še enkrat dosegljeno, zasluženo, a srečno zmago. Sedaj greste v Tivoli kot četrtovrščena ekipa, v Olimpiji ne bo vseeno, da prihaja Šentjur, ki jih je premagal tukaj v Hruševcu, čeprav je seveda Olimpija favorit, pa vendarle ste si morda zamišljali to pred sezono, da greste v Tivoli napadati veliko Union Olimpijo. Ja, nekaj posebnega napada ne bomo delali. Odigrali bomo normalno tekmo, brez pritiska, kakorkoli imajo težave in nimajo višine zadnje čase. Mi se s tem bodamo celo sezon, nimamo višine, igramo košarko, oni so seveda favoriti vedno. In če zdaj malo lahko kalkuliram, če se bo razpletilo po naših željah, da bomo tudi teoretično v polfinalu, da se najbolj želijo Olimpiji v polfinalu.